Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Prid sam kriminalc pritlikal, pa boš pol fuzbal igral, kad ti mu šesa nabil. Sem ti smehen fantok, ampak nobenega se ne boji, viš. Radio Chaos. Poslušate oddajo Plečnikova sporočila. Dobar dan, spoštovane in spoštovani, to je Radio Chaos na www.radiochaos.info in na 60. TV kanalu Ljubljanskega kabla ter na vaših mobilnikih, če imate seveda napirjene in umerjene na naš kanal. To je 6. oddaja Plečnikova sporočila in naš današnji gost je dr. Damjan Prelovšek. Dobar dan želim. Dobar dan. Če vam rečem umetnosti, zgodovinar, znanstveni svetnik, plečnikoslovec, sem rekel, kaj premalo, kaj preveč. Mislim, da kakor želite. Plečnikoslovec mi še navedni imenoval, ampak mislim, jaz sem umetnostni zgodovinar po poklicu. Se pa tudi s tem ukvarjam, seveda. No, raziskovali ste, ja, vse prav, da tako rečem, Plečnika in od tod ta moja ideja, upam, da ni povsem ne na mestu. No ne, lahko so tisti, ki so se ukvarjali s Prešernom, so prešernoslovci. Lahko, mislim, zakaj ne? Ali ste kdaj pregledovali, koliko od vaših, jaz mislim, da prek 380 bibliografskih enot različnih oblik in obsegov je namenjeno Plečniku? Ne vem, to absolutno me vpraša, da nekaj, kar ne vem. Ja. Vem pa, da sem se veliko s tem ukvarjal in tudi vem, da sem že 79. leta napisal knjigo o Plečniku na Dunaju, zato ker sem pač bil prepričan, oziroma takrat nisem še vedel, da je Plečnik v Ljubljani pomemben ali pa v Pragi in sem se ukvarjal bolj s tistimi stvarmi, ki so takrat aktualne. To je bilo še pred dizertacijo? Ja, po dizertaciji. Po dizertaciji, ja. In vas je obsedel? Obsedel, težko rečem. Mislim, jaz sem živim v hiši, rodil sem se v hiši, ki je Plečnik adaptiral. Skozi sem s tem živel, vedno me je ta stvar pritegovala, zanimal sem se za to, nisem pa nikoli vedel, nisem znal odkriti, odkot te stvari, zato ker takrat, recimo v 50 letih in tako naprej, Plečnik ni bil zelo popularen, takoj po smrti in pač meni so bile te stvari dosti neznane, zato ker takrat je bilo v središču dogajanja, je bil mednarodni slog funkcionalizma in Plečnika so nekam dali na stran. Šele potem, ko sem se spoprijateljil z arhitektom Borisom Podreko in ki mi je svetoval, da je treba iti na Dunaj in tam začeti te stvari raziskovati, potem so mi stvari postale jasne in seveda tudi človek potem z veliko ljubeznijo se to še naprej počnem danes. Kako bi lahko ocenili, koliko vašega življenja je od takrat naprej zasedel Jože Plečnik? Težko rečem, mislim, kar sem se ukvarjal večino časa, seveda ukvarjal sem se tudi z drugimi stvarmi, ampak v glavnem z največjim veseljem vedno s Plečnikom.